Današnjo razpravo Slovenskega društva za mednarodne odnose smo naslovili Kitajska in svet. Torej, kaj je Kitajska danes? Kakšna je njena ekonomska vloga v svetu? Kakšna je njena vojaška moč? In ali moč Kitajske spreminja razmere v regiji in ali ogroža ameriške interese, tako v regiji kot v svetu? O teh in drugih vprašanjih bosta govorila odlična poznavalca razmer na Kitajskem in oba prisrčno pozdravljam. Janez Premože, vodja sektorja za Azijo in Oceanijo v MZZ. Od 2015 do 2019 je bil veleposlanik na Kitajskem. V letih 1995-1999 veleposlanik na Japonskem in od 2009 do 2013 veleposlanik v Indiji. Med drugim pa je opravljal mnoge funkcije in zadolžitve še v Ministrstvu za zunanje zadeve. Drugi sogovornik nocoj je dr. Uroš Lipušček, zgodovinar, novinar, zunanjepolitični komentator, publicist, ki je živel 8 let na Kitajskem do izbruha covida in redno poročal o tamkajšnjem dogajanju. Uvod v razpravo in vprašanja pa bom zastavljal Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Naj začnem z nekaj podatki. Po najnovejših podatkih Mednarodnega denarnega sklada kitajski bruto proizvod po kupni moči za 2020 znaša 24.162 milijard. Ameriški pa 20.807 milijard. In po odhodu Britanije bruto proizvod Evropske unije znaša 19.397 milijard dolarjev. Kitajska, kot piše Zoran Abakovič v torkovem delu predvčerajšnjem, je edino med največjimi gospodarstvi na svetu, katere gospodarstvo je v 2020 zraslo. In to več, kot smo pričakovali, kar za 2,3%. V zadnjem četrtletju 2020 je bila rast kar 6,5%. Torej nad pričakovanji po težavah s covidom. Carinska vojna, ki jo je sprožil Donald Trump pred 2 letoma, je dajala vtis, da bo Amerika spravila Kitajsko na kolena. Da bo kitajska rast ustavljena, še več. V letu 2020 se je kljub covidu kitajski presežek v trgovini z Ameriko povečal, glede na leto prej. Presežek je dosegel kar 371 milijard ameriških dolarjev. V lanskem letu so ZDA začele z vse močnejšimi pritiski tudi na Tajvan, z grožnjo, da ne bodo več kupovali polprevodnikov. Kot vemo, je Tajvan največji proizvajalec polprevodnikov na svetu in zalaga največje svetovne firme s polprevodniki. In sicer Amerika ne bo več kupovala, če ti niso narejeni na Tajvanu. To sili Tajvan, da seli proizvodnjo nazaj na otok in v ZDA. Dejstvo je, da je Tajvan vezan na ZDA, ki mu zagotavljajo, če rečem čisto prosto, obstoj. Dejansko gre za ekonomski pritisk na Kitajsko. Na drugi strani pa tudi Kitajci poskušajo tajvanska podjetja zadržati s protiukrepi, ugodnimi pogoji, subvencijami in ogromnim trgom. Pod podobnim pritiskom tudi Japonska umika nekatere svoje proizvodnje nazaj na Japonsko. Mnogi označujejo ameriško zaostrovanje politike do Kitajske za novo hladno vojno. Analitiki v The Economistu menijo, da se ameriška administracija pod vodstvom Joea Bidena ne bo odrekla nekaterim potezam Trumpove administracije, usmerjene v omejevanje kitajskih tehnoloških velikanov
v prvi vrsti Huawei-ja in seveda 5G omrežja. ZDA ne bodo ustavile prodaje orožja Tajvanu. Pred nekaj dnevi je Kitajska, torej kitajski zunanji minister Wang Yi, povabila je Kitajska novo ameriško administracijo k umiritvi odnosov in iskanju skupnih rešitev. Kako se bo odzvala nova ameriška oblast, bomo verjetno kmalu videli. Ali se lahko zgodi, da te ameriške poteze pripeljejo do kitajske okupacije Tajvana? Je kitajska vojaška moč takšna, da bi lahko prišlo do zasedbe otoka, s tem pa tudi do konflikta z ZDA? Pred kratkim sem prebral, da je Kitajska enormno povečala svojo priobalno floto. Po podatkih Stockholmskega inštituta za mirovne študije, SIPRI, za 2019 od skupnih izdatkov za vojsko na svetu, ki so ocenjeni na 1917 milijard dolarjev, odpade na ZDA 732 milijard, na Kitajsko pa 261 milijard. Daleč zadaj so Indija 71, Ruska federacija 65, Saudska Arabija 62, Francija 50 in tako naprej. Seštevek ZDA in Kitajske znaša približno polovico svetovnih stroškov za vojsko. Pred 20 leti, torej 1999 leta, so ameriški oboroževalni izdatki znašali 298 milijard dolarjev, kitajski pa 20 milijard dolarjev, torej le 6,7% ameriških izdatkov. 20 let kasneje pa kitajski vojaški izdatki dosegajo že 35,7% ameriških izdatkov. Torej, izjemen vzpon Kitajske v zadnjih 40 letih odlično ilustrirajo podatki o ekonomski rasti in razmerjih. Torej, naredil sem nekaj primerjav, zopet po kupni moči na prebivalca. Bom navedel samo 2 ali 3 podatke iz tega, kar sem naredil. 1980 je bil bruto proizvod Kitajske je znašal 306 milijard, ameriški pa 2862 milijard. Torej, ameriški bruto proizvod je bil takrat 9,35 krat večji kot kitajski. Zdaj bom preskočil vmesne faze in skočil na 2010. Leta 2010 je to razmerje že bilo samo 1,22-kratnik. Torej, ameriški bruto proizvod, govorim o kupni moči na prebivalca, je bil samo še 1,22-krat večji od kitajskega. Leta 2020, torej lansko leto, je pa ameriški bruto proizvod bil samo še 86% kitajskega. Pa še morda 2 podatka. Kitajski javni dolg, državni dolg, je 5,2 trilijona dolarjev. Ameriški pa 25 trilijonov dolarjev. Torej, z izjemnim vzponom Kitajske ekonomska moč je prinesla tudi politično moč, se je začelo premikati ravnovesje sil v svetu. ZDA ne želijo svoje vloge v svetu zmanjšati. To bo verjetno tudi vodilo nove ameriške vlade. To bo vodilo nove ameriške vlade. Kmalu se bo pokazalo, da je mogoče ohraniti primat skozi ekonomsko in oboroževalno tekmo ali pa s sodelovanjem. Evropska unija je pohitela s podpisom investicijskega sporazuma s Kitajsko
je s tem nakazala, da je sodelovanje bolj smiselno od tekmovanja, se jaz sprašujem, obeta se tudi obnovitev tesnejšega evroatlantskega partnerstva, kot smo slišali, obnovitev zaupanja, ki ne bo lahko, zagotovo bo tesnost tega partnerstva odvisna od odnosa obeh, tako Kitajske kot ZDA, do Evropske, do Rusije, Indije. Vsi ti odnosi bodo definirali tesnost evroatlantskega partnerstva. Torej, jaz se sprašujem, pravzaprav, kaj je naredilo Kitajsko takšno, kot je danes? Čemu pripisati ta izjemen skok iz revne v bogato Kitajsko? Torej, kot vemo, vse je malo relativno zaradi veliko večjega prebivalstva na Kitajskem, ampak kljub vsemu je to izjemen skok. Torej, je Kitajska grožnja za svet, kot jo označuje Amerika. Gre za tehnološki primat v svetu. Se zares obeta nova hladna vojna ali morda hladna vojna že poteka. O teh in drugih vprašanjih bo tekla današnja razprava. In oba nocojšnja sogovornika sta ta pravi osebi za komentirati ali odgovoriti na kakšno od teh vprašanj. Jaz bi najprej povabil veleposlanika Premožeta, da morda malo opiše, kakšna je ta Kitajska danes. Janez, beseda je tvoja. Marjan, lepa hvala. Najprej lepa hvala tudi SLO-ju za tole povabilo in seveda mi je posebno čast, da sem lahko v tem delu pogovora, ki ga imamo, tudi skupaj z gospodom Urošem Likuščem, katerega poznavanje Kitajske izjemno cenim in tudi njegovo mnenje in pa načrtovanje posameznih opcij, ki nas lahko privedejo, do katerih nas situacija lahko privede v naslednjih, bi rekel, letih, desetletjih. Najprej mogoče za začetek nekaj splošnih uvodnih besed o tej moderni Kitajski. Kot je bilo navedeno, so vse ekonomske številke kažejo na skokovit razvoj, ki ga je Kitajska ustvarila v zadnjih 30 letih, kar nekateri analitiki primerjajo za tem, da je Kitajska v teh letih, v 30 letih svojega razvoja ustvarila mnogo več, kot so evropske države ustvarile v 100 letih. Zakaj in kako in kje so bili takšni motivi? Vidimo druge azijske države, ki so doživele ravno tako svoj razcvet skozi tuje investicije v Aziji, vendar so temeljne razlike v družbenem položaju, razvoju gospodarstva, odprtosti in pa seveda nekaj, kar je treba upoštevati. Kitajska je od svojih začetkov, če govorimo tam o letu 1949 do danes, praktično uspela, da je režim, način vladanja, institucije, da so poenotile Kitajsko. In to v zadnjih 10 letih si je že preraslo, bi rekel, neko razmerje usklajenega razvoja znotraj Kitajske med posameznimi pokrajinami. In danes vidimo, da ima Kitajska v svojih provincah jugovzhoda Kitajske, predvsem okrog Pacifiškega bazena, ima praktično že tudi, prej smo govorili o bruto družbenem proizvodu na prebivalca, imajo prebivalci provinc, kot so Fujian, Xinjiang in tako dalje, tudi že bruto proizvod na prebivalca večji, kot bi bilo povprečje v Evropi. Tudi tega mojega aktivnega dela na Kitajskem je bilo vidno, da smo se obračali na province, ki so gospodarsko dobro razvite in kjer so praktično centri njihove izvozne industrije. O tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na interes slovenskih podjetij,
ki so v tej regiji že tudi 20 in več let. Tja so prišla najprej zaradi cenene delovne sile. Seveda je razvoj na Kitajskem prinesel ravno obrat, v smislu, da so tudi kitajski delavci, ki delajo za tuje blagovne znamke, praktično bolje nagrajeni tudi z zdravstvenim, socialnim zavarovanjem in tako dalje. In moderna Kitajska, ki jo lahko danes grobo razdelimo na dva dela, se pravi na pacifiški bazen, center tehnološkega razvoja, center infrastrukturnih megaprojektov in pa notranjost Kitajske, ki v ekonomskem smislu danes še vedno predstavlja eno ogromno zaledje. Tako da bi kakršnakoli trgovinska vojna v kratkem času lahko ta nasprotja, to konkurenčnost Kitajska nadomestila z odpiranjem svojih notranjih trgov in s tem kompenzirala pač svoje izgube. No, to je pač en faktor, s katerim je potrebno računati in na katerega je danes Kitajska pripravljena. Seveda danes, ko analitiki kjerkoli, iz kateregakoli pač dela tega našega globalnega sveta prihajajo, mislim, da je posod za njih velja enako razmišljanje, da je Kitajska danes druga najpomembnejša svetovna velesila. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo dolgoročno imela čedalje večji in pa dolgoročni vpliv na svetovno ureditev, kot jo poznamo danes. Kar pomeni, da povečana vloga Kitajske v svetu prinaša spremembo mednarodne ureditve. Mnogi analitiki se strinjajo okrog ugotovitve, da pričakovanja, da bi se Kitajska podredila katerikoli velesili in praktično ostala samo tovarna, da so praktično neuresničljiva. Namreč ključni uspehi Kitajske, kot se kažejo danes, ki vodijo v trasiranje smeri razvoja države v naslednjih letih, so večkrat opisani v kitajskih partnerskih dokumentih. Cilji so bili nastavljeni desetletja nazaj in glede pač na sposobnost režima v Pekingu, da uveljavljate svoje interese in cilje, se danes kažejo pač v njenem gospodarskem razvoju in pa v njenih, o čemer bomo danes tudi govorili, o njenih ambicijah v svetovni ureditvi. Janez, lahko eno vprašanje vmes. Kako iz teh partijskih dokumentov nastanejo te blazni industrijski kompleksi? Kako se to odloča? Kakšen je ta proces? Kako pridejo do tega? Mislim, a je toliko pameti združene v teh, bi rekel, partijskih krogih, da se to dogaja? Jaz samo ena stvar sem se spomnil, nedavno sem slišal podatek od enega kitajskega profesorja, ki je govoril na CGTN, kaj je razlika med recimo Ameriko in ZDA. Pravi, Kitajska proizvede letno 3,5 milijone inženirjev, ZDA pa 300,000. In je rekel, poleg tega pa kompletna oblast na Kitajskem so inženirji po izobrazbi. Jaz samo to slišim, jaz nisem bil na Kitajskem, ampak to so neki impresivni podatki. Kako pa pride do iz partijskega dokumenta napisano neka zadeva v to, da se zgodi Shenzhen? To sem pač, ker to je tisto, kar je zanimivo. Lahko samo jaz dodam en podatek. Do zadnjega kongresa je bilo v izvršnem komiteju politbiroja Kitajske komunistične partije od 7 članov 5 inženirjev. Ja. Tehnokratska vladavina
in to se prenaša na vseh ravneh. Jaz se tudi absolutno seveda se s tem strinjam. Zdaj, tu imam neke svoje podatke, ki pravijo takole, da ima Kitajska v tem momentu 900 milijonov za delo sposobnih ljudi, da ima od tega zaposlenih več kot 700 milijonov ljudi, se pravi 700 milijonov ljudi ima zaposlitve, od teh jih ima vsaj 170 milijonov najmanj poklicno ali univerzitetno izobrazbo. Vsako leto na univerzah na Kitajskem diplomira več kot 8 milijonov ljudi. In to pelje. Zdaj pa še mogoče dva medklica malo bolj anekdotičnega značaja. Kot diplomati smo bili vsako leto povabljeni na otvoritev zasedanja kitajskega parlamenta, to je CCTCC, ki zaseda vsako leto v začetku marca. In tam sodelujejo delegati, tam sodeluje 4800 delegatov iz cele Kitajske. Meni je dalo največji vtis o moči Kitajske takrat, ko so govorniki končali in ko so delegati dobili svoje gradiva na mizo. Kako 4800 ljudi v eni sekundi obrne list tako, da zašušti v tisti veliki dvorani ljudstva. To pomeni, kako enotno delujejo. Seveda to ne pride čez noč. Izrečeno je bilo vprašanje, kako komunistična partija lahko upravlja z tem. Dobro, za nas, bi rekel, napol poznavalce, je pomembno to, da ima Kitajska na enem polu, ima podjetja, ki jim mi pravimo po angleško SOEs, to so State-Owned Enterprises, ki direktno izvajajo direktive vodstev in pač gre za ogromne komplekse industrije in tako dalje. Po drugi strani pa je Kitajska dovolila razvoj malih, srednjih privatnih podjetij, ki predstavljajo drugi pol. Vendar so tudi ta podkontrola pač skozi druge funkcije. Omenjen je bil tudi mesta Shenzhen. No, naj povem zgodbo iz Shenzhena, kako je Shenzhen nastal. Shenzhen je bil pred 20 leti, je bilo ribiško mesto za manj kot 1 milijon prebivalci. Njihov glavni izdelek oziroma pač predmet trgovanja pač so bile ribe, ki so jih po večini izvažali, potem prodajali v Hongkongu. Potem se je zgodilo, da je prišel Deng Xiaoping na obisk v Shenzhen in dejal, tukaj bomo izgradili industrijski center. V 20 letih je Shenzhen pridobil 20 milijonov prebivalcev, ima podzemsko železnico, ima infrastrukturo, ki bi bila lahko za vzgled celemu svetu in danes predstavlja seveda enega od centrov razvoja in pa tudi izvozne industrije te visoke tehnologije. Tam seveda ima tudi sedež podjetja Huawei, tam so tudi desetletja vlagali v razvoj te nove G5 mobilne tehnologije, z namenom seveda, da jo prodajo v svetu. Torej, področje, ki danes proizvaja elektronske komponente in v okolici tega mesta imamo ogromna pristanišča, ki so namenjene praktično, da izvažajo, prodajajo svoje izdelke v cel svet. Sedaj, Kitajska je zdaj v zadnjih letih to nadgradila z vsemi modernimi tehnologijami, tako da imajo nekako enovit sistem upravljanja, nalaganja kontejnerjev, upravljanja z ladjami, odpremov naročil in pa vračanja. Tako da skozi en enovit sistem upravlja z tem. To je bila zgodba Shenzhena. Ko sem bil tam in smo nekateri diplomati malo vprašali, rekli, da je Deng Xiaoping najprej postavil muzej, potem so pa okrog tega muzeja izgradili moderno mesto. Fascinantno je, da se je to zgodilo in da je danes Shenzhen praktično mesto, ki nima problemov z pridobivanjem nove delovne sile iz notranje Kitajske. Zanimivo je gledati vse te mehanizme.
Sedaj pa še eno besedo o vrobu tega. Izrečeno je bilo, kako lahko partija obvladuje in kako partija praktično funkcionira. Po mojem, bi rekel, zelo nepoznavalskem, zelo površnem poznavanju je partijska šola, kitajska partijska šola, ki je zdaj stara, dajmo reči, 60 let, ena od najbolj rigoroznih šol za šolanje kadre, vodilne kadre, odločevalce na svetu. Tudi njen predsednik je danes produkt ene od teh šol in tekom svojega šolanja je praktično moral delovati v različnih funkcijah v vseh provincah Kitajske. In potem ga lahko izbira skozi desetletja dela, opazovanja, preverjanja, provociranja, testiranja, potem lahko postavijo na tak visok položaj. Kar pomeni, da ima podporo. Sedaj pa, mi imamo naš stereotip Kitajske, je komunistični monolit, enovita država. Vendar, 1,4 milijarde ljudi, 47 etničnih skupnosti in ogromne razlike v načinu bivanja, življenja, dojemanja svojega okolja in tako naprej prinašajo svoje razlike. In te razlike se potem krešejo, usklajujejo med dvema kongresoma komunistične partije in pa CPP-CC-ja. To pomeni, da prihaja do strogih kadrovskih izbir točno v tem letu. Kot nepoznavalci, kot diplomati, ki smo bili stranski opazovalci vseh teh procesov, bi rekel, da je do nas od časa do časa prišla novica, da je ta in ta partijski funkcionar ali guverner te province bil obsojen korupcije. To je bilo napisano v angleškem jeziku. In naša razlaga je običajno bila ravno v tem, da se je temu človeku pač ne morejo drugače, kot ne morejo dokazovati koruptivnih dejanj, kot da je bil deležen neke partijske obsodbe, ki je bila del širšega procesa. In to je na Kitajskem vsak dan. No, jaz bi zdaj v tem momentu zaključil, pa prepustil besedo Urošu. Morda bi še samo eno vprašanje. Jaz sem sodeloval v mojem prejšnjem eni od služb v mednarodnih projektih izobraževanja in posvetov, primerjalne študije. In ena taka študija, ki je bila tudi pri nas dosti publicirana, da ne rečem skoraj po celem svetu, je tako zvana TIMSS ali pa raziskava znanja iz matematike in naravoslovja. No, in od Kitajske je sodeloval Šanghaj, samo ker je že Šanghaj večji kot večina držav, ki smo sodelovali tam v teh raziskavah. No, pokazalo se je, da Šanghaj, Hongkong, Singapur, Južna Koreja, Japonska po znanju, ki ga smo merili z temi raziskavami, daleč, daleč presegajo vse druge. Zdaj, a je to tako rigorozen šolski sistem? Predstavljam si, da ob taki množici, kot jo predstavlja ena Kitajska, je selekcijski sistem izjemno rigorozen. A so šole tako zdiferencirane, a je univerzitetni sistem tako dobro postavljen, zdiferenciran, obstaja kak kitajski Ivy League ali pa kaj podobnega, ker ni mogoče si drugače predstavljati, da mora biti neka strašna akumulacija znanja, ki se potem nekako prelije v, ne vem, arhitekturo, v podzemske železnice, v, ne vem, ali najemajo za gradnje podzemskih železnic turška podjetja ali kaj podobnega. Jaz si ne predstavljam tega. To postavljam zaradi tega, ker nekje mora biti ta stock of knowledge, kot bi rekli, tako velik, da to presega, mislim, je nepojmljivo, kako hiter
se to preliva v neko prakso. Ne vem, morda je to vprašanje malo preveč za to našo debato, ampak vseeno se mi zdi to nekaj ključnega. Seveda, hvala. No, tole jaz seveda nisem velik poznavalec šolskih sistemov, ne pa povem samo zopet en primer iz moje prakse. Ko sem enkrat tekom enega od obiskov na univerzi Renmin v Pekingu, so nas potem odpeljali v drugi del kampusa te univerze, kjer so pripravljali ljudi na šolanje v tujini. Tam so otroci, ki so bili stari 4-5 let, potem tam so bili učenci v osnovnih šolah in tam so šolali ljudi v angleškem jeziku. Edini, ki v tej šoli ni govoril angleškega jezika, je bil seveda school principal ali pa partijski sekretar. In to so govorili jezik brez akcenta. In so jih došolali do te mere, da jih lahko potem pošljajo na tuje univerze. In Kitajska je ena posebna ustanova, ki skrbi za Kitajce, ki so se šolali v tujini, da jih ima sisteme razdelane, da jih privabi nazaj na Kitajsko, da delajo za domačo industrijo. Samo toliko. Mislim, da gre absolutno za en ogromen sistem, malih sistemov po celi Kitajski, ki skrbijo za to, da se ljudje v tej smeri tudi izobražujejo. Morajo jih motivirati in seveda imajo tudi mehanizme, s katerimi jih preprečujejo, da se morajo potem vrniti po šolanju nazaj na Kitajsko in služiti svoji domovini. No, zdaj pa morda že čas, da preidemo na to, kaj ta Kitajska pomeni zdaj v svetu. Kaj pomeni v tisti regiji in kakor je meni znano, ne vem, katere države okoli Kitajske so, tako bi rekel, prijateljske države Kitajske. Kitajska je obkrožena z množico držav, ima nerešeno vprašanje meje z Indijo in tako naprej. Ampak ta Kitajska je ta trenutek v svetu velik dejavnik. Uroš, morda v to smer kaj? Ja, naj začnem z ugotovitvijo, da so v zadnjih ameriških strateških dokumentih o nacionalni varnosti Kitajsko opredelili kot največjo strateško grožnjo Združenim državam Amerike. To pomeni, gre v bistvu za nasprotnika. To pomeni, oni trdijo, posebej še bivša Trumpova administracija in v tem okviru bivši državni sekretar Pompeo, češ da Kitajska izvaža revolucijo, da gre za ideološki napad na Zahod in da bo Kitajska v parih letih, v desetletjih postala svetovni hegemon, ki bo seveda preglasila in ki bo močna bolj kot vse ostale države na svetu, kar pomeni, da je Pompeo priznal, drugimi besedami, da se vojaška, politična in gospodarska moč Zahoda zmanjšuje in da gre za neke civilizacijske spremembe. Prvič ne bo čez nekaj desetletij Zahodna Evropa, potem mislim v civilizacijskem odnosu, kamor spadajo tudi ZDA, Kanada, Avstralija in tako naprej, prevladale na svetu, ampak bo postala najmočnejša država Ljudska republika Kitajska. Jaz mislim, zdaj je seveda to moje osebno mnenje, da so te napovedi in te grožnje, s katerimi je strašila Trumpova administracija, neutemeljene. Zakaj? Tukaj je nekaj zelo pomembnih razlogov. Prvič, zakaj so Združene države Amerike lahko dosegle tak status sile, supersile, edine svetovne velesile? Zato, ker so tudi geografsko locirane, da so same, da so obkrožene s prijateljskimi državami in 2 oceanoma.
To je največja, najboljša naravna obramba. Kaj pa Kitajska? Kitajska je obkrožena 14 državami, z večino od njih ima odprte ozemeljska vprašanja oziroma nerešene odnose. Od tega imajo 4 države jedrsko orožje, Indija, Pakistan, Rusija in Severna Koreja. Skratka, Kitajska že zaradi tega svojega geopolitičnega položaja, kot ga ima, nikakor ne more postati takšen svetovni hegemon, kot so danes Združene države Amerike, tudi zato, ker je na jugu blokirana po eni strani z Japonsko, Južno-Kitajskim morjem, Malaškim prelivom in ameriška mornarica, če hoče, blokira Malaški preliv, in Kitajska, ki preko Južnega Kitajskega morja izvaža in uvaža 2/3 svojih izdelkov in uvaža tudi surovine, praktično je povsem blokirana. To pomeni, da Kitajska absolutno ne more postati tak hegemon. Zato so se Kitajci med drugim pred parimi leti odločili tudi za tako imenovano One Belt, Road and Belt Initiative, to pomeni nova svilena cesta, da bi po drugi strani, če bi prišlo do ameriške pomorske blokade, lahko prišli do kontinentalne Azije, tja do Evrope. No in drugi faktor, ki je zelo omejuje Kitajsko, je staranje prebivalstva. Kitajska ima staro prebivalstvo, približno tako kot ima tudi Evropa, čeprav se je življenjska doba na Kitajskem od 1948 leta, ko je bila povprečna življenjska doba samo 45, danes skoraj podvojila, in sicer danes je povprečna življenjska doba Kitajk 79 let, Kitajcev pa 75 let. Ampak ne glede na to, je pa že danes 15% prebivalstva starejšega od 65 let, in to se bo do leta 2050 skoraj podvojilo. Ti pa s starim prebivalstvom seveda ne moreš delati ne revolucij in nič, ki še voditi ekspanzivne politike, in po drugi strani bo Kitajski začelo postopati in že primanjkuje tudi delovne sile. Začela se je delovna sila že zmanjševati. In še en element, Kitajska, ki ima velike nerešene odnose z sosednjo Indijo, ima tukaj tudi deficit v prebivalstvu. Indija bo v parih letih tudi po številu prebivalstva prehitela Kitajsko, še bolj pa v številu mladega prebivalstva. To je eden velikih problemov Kitajske in zato se je sedanje kitajsko vodstvo odločilo voditi relativno, bom rekel, agresivno tudi zunanjo politiko in hiter gospodarski razvoj, da bo Kitajska postala čim bolj razvita država, predno bo postala tako stara, da ne bo več sposobna enega hitrega gospodarskega razvoja. V tem smislu Kitajci gledajo proti Japonski. Japonska se je znašla v tej situaciji, ima najstarejše prebivalstvo na svetu, in če pogledate, zakaj Japonska že 20 let ne more iziti iz gospodarske krize, skozi je v bistvu v recesiji. Zakaj? Zato, ker ni več notranje potrošnje, prebivalstvo je staro, stari ljudje ne gradijo hiš, ne rabijo investicij, in zato vsi te spodbojevalni programi na Japonskem nimajo takšne moči, kot bi imeli sicer, če bi imeli mlado prebivalstvo. To je eden od razlogov, da so Kitajci seveda tudi na tem področju začeli en zelo agresiven gospodarski razvoj, ker se zavedajo, da čas ni na njihovi strani. Kitajska ženska danes rodi v bistvu samo še 1,7 otroka pride na kitajsko žensko. Vemo pa, da civilizacija prebivalstva se lahko povečuje, če pride 2,1 otroka na žensko.
to pomeni kitajsko prebivalstvo se zmanjšuje, v nekaterih predelih Šangaja pride pa celo 0,6 otroka na eno žensko. Skratka, tukaj je zelo dramatična situacija in zato ni naključno, da Kitajska po eni strani namenja tako velik poudarek na sistem izobraževanja, o katerem ste prej govorili, sistem univerzitetnega izobraževanja. Oni imajo 500.000 študentov na ameriških in evropskih in najboljših zahodnih univerzah, ki prihajajo nazaj. Zakaj? Celo začel se je nasproten proces, da prihajajo strokovnjaki iz Zahoda na Kitajsko, ker so tam večje možnosti za delo in celo tudi večji osebni dohodki. Skratka, Kitajska je tukaj v nekem hitrem zagonu in tudi zato ni naključno, da na Kitajskem vgradijo v svoje tovarne 1/3 vseh robotov, ki jih proizvedejo na svetu. Skratka, Kitajska ni več copy-paste država, kot so jo Američani še do nedavnega ocenjevali, ampak je postala inovativna družba. To pomeni, Kitajska je začela ustvarjati ne samo novo vrednosti, ampak nova znanja. In ni naključno, da recimo od 10 superkompjuterjev na svetu, najhitrejših kompjuterjev, so 4 na Kitajskem, da v Shenzhenu gradijo super kompjuter, ki bo tako močan, kot so vsi današnji superkompjuterji na svetu. Da so praktično se bijejo bitko, tekmo z Američani v razvoju kvantnih računalnikov, da so mogoče v tem trenutku celo malo naprej. Skratka, to je Kitajska gre v smer hitrega tehnološkega razvoja in to je seveda to najvišje vodstvo, o katerem smo prej govorili, so sami inženirji z tem svojim avtokratskim pristopom pa zagotovilo, da se bo Kitajska postopoma spremenila v najbolj razvito tudi tehnološko silo na svetu. Zdaj pa Američani mislijo, tako kot so vse velike civilizacije doslej od rimskega imperija naprej menili, da bodo obstajali večno, so seveda se soočili z dejstvom, da Združene države Amerike, ki so od recimo Prve svetovne vojne naprej postopoma pridobivale na pomenu, po drugi svetovni vojni pa so postale vodilna sila in po razpadu Sovjetske zveze celo supersila, poskušajo na vsak način braniti svojo svetovno hegemonijo. Zdaj, ta hegemonija je pa seveda povezana z svetovnim liberalnim kapitalističnim ustrojem. Tukaj je pa en problem. Problem je v tem, da Kitajska in seveda tudi celotna v veliki meri tudi Azija zavrača te, bom rekel, eurocentristične poglede na svet in tudi razvoj današnjega kapitalizma v takšnem sestavu in političnih sistemov, kot obstajajo danes. Kitajska se ne strinja vsi so menili, da ko bo Kitajska sprejeta v Svetovno trgovinsko organizacijo, kar je omogočilo izreden gospodarski razvoj in gospodarsko rast, da bo postala demokratična država v smislu zahodnih liberalnih vrednot. Ne, to se ni zgodilo. Zakaj se ni zgodilo? Ker je Kitajska ima 5000-letno zgodovinsko tradicijo svojega razvoja, ima Konfucija in to konfucionarsko etiko dela in oni ne dopuščajo več, da bi bili podložni Zahodu na Kitajskem. Oni imajo dolg spomin. Oni ne morejo pozabiti v bistvu stoletje ponižanja, ki se je začelo s prvo opijsko vojno, ko so kolonialne sile, Velika Britanija, evropske države, kolonizirale Kitajsko in jo do leta 1948, ko so ustanovili Ljudsko republiko Kitajsko pod vodstvom komunistične partije in Mao Tse-tunga, da je bila to država, ki je bila zatirana in razbita. In danes, ko se to dogaja z Američani, se Kitajcem vrti film nazaj in oni so odločeni, da tega ne bodo pod nobenim
nobenim pogojem dopustili. Prvič, politični sistem na Kitajskem je ostal takšen, kot je bil v bistvu do leta 1948, praktično, to je statičen politični sistem, ki se ni spremenil. Imajo sicer neke elemente delegatskega sistema, da na najnižji stopni se voli neposredno, potem je pa to partija tista, ki odloča o vseh razmerah življenja. No, prvi člen kitajske ustave pravi, da je Ljudska republika Kitajska socialistična država, ki jo vodi ljudska demokratična diktatura pod vodstvom delavskega razreda na temelju zavezništva delavcev in kmetov. To pomeni, Kitajci ne skrivajo, da so v bistvu neke vrste demokratura. To je v bistvu neka kontradikcija, kako lahko, vsaj po našem evropskem mišljenju, kako lahko ti povežeš demokracijo z diktaturo. No, ampak seveda Kitajska, saj formalno po ustavi, Kitajska ni enopartijska država, Kitajska ima poleg komunistične partije, ki ima vodilno vlogo, še 8 manjših strank, ki pa priznavajo vodilno vlogo komunistične partije. In glavna stvar, o katerem danes razpravljajo politologi na Kitajskem, kar zadeva notranjo politiko, je, kako preprečiti, da Kitajska ne bi šla po poti Sovjetske zveze ali pa bivše Jugoslavije oziroma po poti razpada države. Zakaj? Ker ocenjujejo, da se je to zgodilo, ker so komunistične partije v Sovjetski zvezi in v Jugoslaviji izgubile moč in ko so dopustile razrast nacionalizma, je prišlo do razpada obeh držav. To recimo pravijo, na Kitajskem je koliko 54 manjšin, da bi nastalo neizmerno število držav, pravijo nekateri celo 10 držav, in če bi uvedli zahodni parlamentarni sistem, kar zahodne države in tudi Evropska unija, predvsem pa Američani skozi to govorijo, bi imeli v kitajskem parlamentu, kjer je skoraj 5000 delegatov, bi imeli približno 300 strank. Da je ni države, ki bi lahko funkcionirala s 300 različnimi strankami. Tudi če bi vsak delegat dobil 1 minuto pravice, da govori, ne bi nobene točke mogli sprejeti. In tudi danes je ta podobna situacija, če vi berete, ko sem bil na zasedanjih v marcu, ko so zasedanja vse Kitajskega nacionalnega kongresa, so zahodni novinari skozi pikro pripominjali, to je rubber stamp parlament. Rubber stamp, to pomeni, oni udarjajo sam štampilko. Res je nemogoče sprejeti zakone, karkoli po normalni praksi zahodne demokracije. Zato pa je na Kitajskem uveljavi en sistem, ki dogovarjanja, pregovarjanja, zagovarjanja, recimo o stanovanjskem zakonu, ker tudi problem stanovanjske izgradnje na Kitajskem zelo pereč, to so se 3 leta pogovarjali, ker se niso uspeli zmeniti, se pokaže vrhovni arbiter, komunistična partija in odloči, tako se bo delalo in to se potem zgodi. To pomeni, da to je nek sistem, ki je povsem različen od evropskega. Jaz mislim, da za Amerika in Zahod in Evropa delajo napako, ker poskušajo vsiliti ta zahodni parlamentarni ali predsedniški ali pa parlamentarni sistem kitajski, ker to ne bo pripeljalo do nikamor, razen do razpada Kitajske kot enotne države. Komu pa to koristi? Nobenemu, razen mogoče ameriškim nekaterim militarističnim krogom, ki poskušajo zadržati svetovno hegemonijo. Zato se Kitajska, jaz mislim v določenih merih tudi zelo pravičeno, počuti ogroženo. Počuti ogroženo in danes na kitajskih univerzah, veste, kaj študirajo? V veliki meri na družboslovnih univerzah, tudi jaz, mene so povabili, pa so bile predavalnica povsem polna, razprava o tem,
zakaj je razpadla Jugoslavija, zakaj je razpadla Sovjetska zveza in kaj storiti, da Kitajska ne bo šla po poti Jugoslavije. To je nekaj, kar je v podzavesti Kitajcev. Moram reči, da tudi če bi na Kitajskem danes vladal Kuomintang, ne pa komunistična partija, mislim, da ne bi dopustili, da bi se Kitajska razbila na različne države. No in tukaj je poleg notranjih slabosti, ki so na Kitajskem seveda prisotne, in to je nekaj stvari, o katerih razpravljajo in ki jih poskušajo na kitajski način, včasih tudi z preveliko uporabo sile razrešiti. To je nekaj takih vprašanj, to je recimo vprašanje nacionalizma in separatizma. To absolutno oni vsako za najmanjšo razpravo in nestrinjanje tudi v komunistični partiji na to temo ostro porežejo. Na podoben način, kot je Tito rezal, če se spomnite, srbske, hrvaške in vse druge nacionaliste v bivši Jugoslaviji. Druga stvar, ki je absolutno prioriteta, to je vprašanje korupcije. Korupcija je seveda v vsaki državi. Kitajska ima tisočletno seveda tudi izkušnjo s korupcijo in jo poskušajo, seveda vejo, in da je to največji problem. In Xi Jinping, predsednik države, meni, je delal v govoru na kongresu, če ne bomo mi pokončali korupcije, bo korupcija pokončala ne samo komunistično oblast, ampak tudi Kitajsko kot celovito državo. To pomeni, to je velik problem, eden največjih problemov, in seveda zato ni naključno, da se je partija spravila na to vprašanje, čeprav po mojem mnenju ne povsem logično, in Xi Jinping je začel čisto v vrhih, praktično celoten vrh policije je zamenjal par tisoč policistov, par sto generalov in tako naprej. Isto se dogaja menedžerjem, tudi menedžeri, te vodilniki, če so pleteni v korupcijo in padajo glave in tako naprej. Skratka, to je drugo vprašanje, ki zavira razvoj Kitajske, in to vprašanje poskuša Kitajska na nek svojsten način, na svojsten način razrešiti, čeprav jaz mislim, da to vprašanje bo prisotno na Kitajskem še veliko časa. No in tretja stvar je, kako pospešiti gospodarski razvoj. Kitajska je, kot je že prej ambasador govoril, ima pridne ljudi, tehnološka znanja razvijajo, in Kitajska je dopustila, da je šla po poti tržnih reform, ki jih je začel Deng Xiaoping, ki je rekel, eni se bodo prvo obogatili, drugi pa malo kasneje. In danes imate vi na osnovi privatne iniciative hude konkurence, vi imate danes zelo razslojeno družbo na bogate in revne. Zato je prišlo danes do te kontradikcije, da imate na Kitajskem več milijarderjev, kot jih imate v Združenih državah Amerike. Po zadnjih podatkih sem bral, jih je več kot 900. Več kot 900 milijarderjev, ampak to so ljudje. Komunistična partija jim je dovolila, da so oni prišli do tega bogatstva. Zakaj? Ker so ugotovili, da je to privatna iniciativa edini način za hitrejši razvoj. In danes imate vi dejstvo, da 60% kitajskega bruto proizvoda proizvajajo zasebna podjetja, ne pa državna podjetja. Država pa je zadržala monopol v bančnem sistemu. Vi imate samo eno ali dve majhni banki, čist mečkeni banki, to sta pilotska dva primera v Šangaju, da imate privatne banke, drugače bančni sistem je pod nadzorstvom države, in tukaj je velik spor z Evropo in z Združenimi državami Amerike, ker recimo predvsem Američani so hoteli enakopraven dostop do kitajskega bančnega sistema, kar Kitajci ne dovolijo. Zakaj? Kitajska s pomočjo svojega
enormnega bančnega sistema in relativno visokih obrestnih mer zbira kapital od Kitajcev, od kitajskih državljanov in zaradi velike racionalnosti Kitajcev, pridnosti, štedenja, pa tudi dejstva, da nimajo urejenega socialnega statusa, zdravstvenega varstva in tako naprej, Kitajci prihranijo 40% svojega nacionalnega, svojih plač in jih dajo v banke, v prihranke, zato so obrestne mere na Kitajskem višje, kot so v drugih državah, recimo kot so na Zahodu, kjer so danes 0%, na Kitajskem so 4, 5, 6%. In tukaj je en velik problem tudi s financiranjem kitajske nove svilene ceste, ker ko kitajske banke dajajo posojila drugim državam, ne morejo dati pa tako nizkih obrestnih mer kot danes Zahod, ker če ne bi delale v izgubo. To pomeni, Kitajci so kanalizirali ta denar od prebivalstva v banke in s tem enormnim kapitalom oni potem gospodarijo in napredujejo. In tukaj še ena velika razlika, ki jo zahodni bankiri, predvsem Svetovna banka pa Američani ne razumejo. To je pa, da na Kitajskem je sicer profit je glavna stvar, posebej kar zadeva privatna podjetja, medtem ko za državna pa to ne velja. Zato imate en problem, da imajo isti problem, kot smo ga v bivši Jugoslaviji imeli, da imate velikih državnih podjetij, ki delajo v izgubo. To so tudi nekatera jekla, strateška podjetja na strateških surovinah, ampak ena druga stvar je pomembnejša. Kitajci ne gledajo profit tako, kot ga gleda recimo Svetovna banka, ki daje recimo 10-20-letne kredite in potem recimo 3-letni grace period, ko ti ni treba odplačevati dolga. Na Kitajskem je pa obratni, ker imajo toliko kapitala, se oni lahko dovolijo, da 10 let nekdo ne odplačuje, pa šele po 10 letih začne. In na ta način so na Kitajskem zgradili skoraj 25,000 kilometrov najhitrejših svetovnih, tistih železnic, hitrih električnih prog, ampak tehnično gledano, profitabilna proga je samo Šanghaj-Peking. Vse ostalih 20 ali koliko je 23,000 dela izgubo. Ampak oni so potem ta denar, ker ga imajo, plasirali, ampak ob teh železniških tirih, progah nastajajo nova mesta, nova središča in iz tistih podjetij, ki tam nastajajo preko pokrajinskih vlad, se denar vrača v te banke. To pomeni, da ta neposredni profit ni tako odvisen, kot je v zahodnih državah. To je ena velika razlika med kitajsko ekonomijo in zahodno ekonomijo, zato Kitajci pod nobenim pogojem ne bodo pristali na to, da bi Zahod dobil, tudi Evropa, enakopraven dostop do kitajskega bančnega sistema. To je velika stvar. Naslednja je vprašanje visoke tehnologije. Kitajci so danes postali, kot sem že prej rekel, inovativna družba, vendarle pa so, seveda, kot imajo pa neke velike minuse, oziroma bom rekel slabe, šibke točke. In katere so točke? To je, da so v bistvu malo naivno razmišljali, da so oni tako veliki, da cel svet seveda hoče priti na kitajsko tržišče, ker je kitajska ekonomija že nekaj let, desetletij glavni motor svetovnega gospodarskega razvoja in so, mislim, ameriški recimo proizvajalci čipov izvozijo na Kitajsko 60% vseh svoje proizvodne čipe. To pomeni, njim ne bo niti v glavo stopilo, da nam ne bi več čipov prodajali, ker sicer bodo propadli, ampak našel se je predsednik Trump, ki je razmišljal nekonvencionalno, agresivno, neracionalno, kakorkoli to vi mislite, in je prepovedal izvoz čipov. In kitajska največja podjetja, tehnološka, so se znašla pred dejstvom, da oni proizvajajo samo četrtino vseh potrebnih čipov.
In tukaj, ampak zdaj je seveda to velik problem. Kitajci so seveda od Japoncev, Zahodne Evrope in tako naprej začeli kupovati te čipe, ampak oni so zdaj, imajo načrt, v 3 do 5 letih bodo oni toliko povečali proizvodno čipov, da bodo 70% čipov proizvajali sami, samo 30% jih bodo uvozili, to pa v glavnem iz Japonske, Koreje in Evrope, kar pomeni, kam bodo Združene države Amerike izvažale svoje čipe. In to je bilo eno veliko vprašanje tudi v Združenih državah Amerike in ni naključno, da so nekateri vodilni ameriški menedžeri, Apple pa vse tisti, ki proizvajajo to visoko tehnologijo, pritiskali na Trumpa, naj se ne ustreli v koleno, ker bo ameriška industrija čipov recimo propadla, ker ko bodo Kitajci čez 3 leta začeli sami to večinoma proizvajati, ne bodo več uvažali ameriških čipov. To pomeni, da je svetovno gospodarstvo postalo danes toliko odvisno, da to, kar je poskušal Trump narediti z to trgovinsko vojno, nima nobene možnosti, da uspe, ker če bi to uspelo, ker bodo posledice za Ameriko hujše, kot bodo za Kitajsko. Zakaj? Zato, ker Kitajci proizvajajo svoje proizvode bistveno ceneje kot tudi Američani in s tem Kitajci pomagajo tudi k boljšemu standardu ameriškega srednjega in nižjih slojev. Recimo en iPhone, ki je proizveden nekje na Kitajskem, stane v Združenih državah Amerike najmanj $1000, od $1000 dobijo Kitajci samo $10. Od teh $10 je $6 profit podjetja, $4 dobijo pa delavci. Če bi pa to proizvajali v Združenih državah Amerike, bi bili pa te iPhone 2000, 3000, to pomeni, ne bi bilo, in to je potem tudi stvar televizorjev, avtomobilov in vseh drugih takšnih potrošnih dobrin. To pomeni, da Kitajska, to ni res to, kar trdijo Američani, izkorišča Združene države Amerike in ameriške delavce. Zakaj je postala tako močna? Postala je tako močna Kitajska, ker je se uspela plasirati v ta svetovni gospodarski sistem. Kitajci so bili pripravljeni in so v veliki meri še danes delati za bistveno manjše osebne dohodke kot v zahodnih državah, zato so ameriške multinacionalke začele ustanavljati svoje podružnice na Kitajskem. Zakaj? Da so ustvarjale više profite in ni naključno, da 80% največjih ameriških multinacionalk danes praktično ne plačuje nobenih davkov v Združenih državah Amerike. Samo to ni stvar Kitajske, to je stvar ameriškega davčnega sistema in ameriških oblasti. In Trump je govoril, najlažje je dobiti trgovinske vojne. Ne. Pokazal se je, zdaj, ko je odšel z oblasti, celo da je z vsemi temi ukrepi, ki jih je naredil, z dvigovanjem carin in tako naprej, ameriški trgovinski deficit še večji, kot je bil predtem. To pomeni, to je stvar, ki ne pelje nikamor. Ampak, zakaj se to dogaja? Trgovinska vojna je samo zunanji izraz enih bolj globokih nasprotij, ker Američani niso uspeli na drug način pritisniti trgovinsko vojno, zato da bi zaustavili kitajski tehnološki razvoj. Zaradi tega, ker je Kitajska postala druga svetovna gospodarska velesila na svetu, ki bo v 5 do 10 letih, kot pravijo, prehitela po vseh kazalcih ekonomske razvitosti Združene države Amerike, seveda se je postavilo Ameriki vprašanje, ali bo Amerika v takšnem položaju še obstala kot svetovni hegemon. Zato so se Američani odločili, da bodo, Trump je poskušal to z gospodarskimi vojnami in povečevanjem tudi vojaškega pritiska na Kitajsko. To pomeni tudi spodbujanjem
notranjih trenj na Kitajskem, to je Xinjiang. Xinjiang je sicer posebna zgodba, to je tudi pač, to je res, da gre tam za eno, bom rekel, reševanje tega vprašanja v smislu z metodami kulturne revolucije. Se so Kitajci sami priznali, da imajo v teh prevzgojnih taboriščih več kot milijon ljudi, ampak vendarle gre pa tudi za to, da je Xinjiang je ena od nevralgičnih točk. Če bo tam prišlo do nemirov in če gre Xinjiang, je to potem lahko začetek domina efekta na Kitajskem, zato Kitajci pod nobenim pogojem ne bodo od tega dovolili. In še eno dejstvo je, ki je tukaj tudi zelo malo omenjeno, največ borcev na strani Islamske države v Siriji in Iraku je bilo iz Xinjianga. Cele familije so bile tam, ko je ta je razpadla, ta država, so se vrnili v Afganistan, v Pakistan in zdaj se poskušajo infiltrirati v Xinjiang. In v Xinjiangu pred leti ni bilo moških z dolgimi bradami pa žensk v feređah in drugih pokrivalih, danes pa je to problem. Ampak Kitajci seveda to poskušajo rešiti na nek način, ki je posebej za zahodno Evropo nesprejemljiv, za kršenjem pač teh osnovnih njihovih človeških oziroma kulturnih pravic. Podobna situacija je tudi s Hongkongom. Ti si na začetku povedal, koliko je Hongkong bil močnejši, kot je Ljudska republika Kitajska. Včasih je bil Hongkong okno v svet za Kitajsko, danes je pa ravno obratno, danes je pa Kitajska okno v svet za Hongkong. Dejstvo je, da je seveda preko Hongkonga pride na Kitajsko še vedno 50% vseh tujih zahodnih investicij. Tam je skoncentrirano 50.000 Američanov, 5.000 njihovih gospodarskih organizacij in tako naprej. Vendarle tukaj je prišlo do enega zanimivega specifičnega procesa. Po eni strani se je začela oblikovati ena specifična zavest Hongkončanov, češ da niso del kitajskega naroda, ljudstva, če temu rečemo, ampak da so nekaj posebnega, ker so bili v času kolonializma, ker so dobili neke druge vrednote in tako naprej. In dokler je bilo v Hongkongu tako, da so govorili samo o širjenju avtonomije, je ta dogovor o ena država, dva sistema relativno deloval, tako kot danes deluje v Makau. Recimo v Makau nimajo tega problema, pa je isti sistem. Ampak ko se je pa začelo tam tudi s pomočjo infiltracije zahodnih služb CIA pa MI6 iz Velike Britanije govoriti o neodvisnosti Hongkonga, je pa prišlo se do tega, da Kitajci tega ne bodo dopustili pod nobenim pogojem. In prišlo je do lansko leto, kar se je dogajalo, to je bila v bistvu neke vrste barvna revolucija, podprta od zunaj, tudi z denarjem. Ni naključno, da so se pojavili lansko leto v času najhujših nemirov na Kitajskem pripadniki odpora iz srbskega odpora in so trenirali študente, kako zasesti parlament, tako kot so ga zasedli v času po Miloševiću ta odpor v Srbiji. To je šlo za klasično operacijo. Podobno so se pojavili Azov pa desni sektor iz Ukrajine, ki so tiste študente radikalne inštruirali, kako se dela molotovke in tako naprej. Skratka, gre tudi za infiltracijo tega, to poskusene barvne revolucije. Če se odcepi Hongkong, pa če bo to prišlo do prerivanj znotraj Kitajske, in to lahko pomeni drugo, gre Hongkong, bo Kitajska ohromljena in tako naprej. Skratka, to je ta drugi element, ki je prisoten, čeprav je treba seveda povedati, da je ta Kitajska ni dopustila uveljavljanja tudi neposrednih volitev, pa tega, ker so se bali, da bo to mlin na vodo teh separatistov, da bodo poskušali odcepiti Hongkong od Ljudske republike Kitajske. To pomeni, da vzroki za to so zelo kompleksni in tisto, kar mi beremo samo tukaj,
češ da Kitajska samo zatira v Hongkongu ljudi in da nimajo nobene pravice, mislim, da to ni res. Oni so sprejeli ta zelo drakonski zakon o nacionalni varnosti, ki dopušča seveda zapiranje in tako naprej, centralna oblast odloča o vsem in tako naprej, vendar treba vedeti, da je Hongkong del Kitajske in da je ta zakon v najpomembnejših členih kopija ameriškega, nemškega in britanskega zakona o nacionalni varnosti. Ja. Oni so to prepisali namenoma, da bodo rekli, če pri vas to velja, zakaj pri nas ne more. Skratka, ta resnica o tem je, moram reči, zelo kompleksna in dokler se bo Kitajska občutila ogroženo, da zahodne države poskušajo podrivati od znotraj, da bo prišlo do revolucije, do ne vem, kontrarevolucije, ne vem kaj, ne bo prišlo do nobene demokratizacije niti na Kitajskem, niti v Hongkongu. In zdaj pa še tretji problem pa je probleme Tajvana. Tajvan je seveda vprašanje identitete, Kitajska ga šteje za svoj del nacionalnega ozemlja in Kitajska ne bo pod nobenim pogojem dopustila, da bi prišlo do odcepitve Tajvana, ker vemo, kako je Tajvan nastal, ko se je Kuomintang poražen umaknil na Formozo, so ustanovili državo in danes je postala ta država eden od glavnih podpornih stebrov ameriškega vpliva na tem področju. Prosim? Ne, nisem nič rekel. Nekaj se je začelo. En ton se je začel pojavljati. No, skratka, to je velik problem in jaz mislim, kar zadeva Tajvan, da Tajvanci so zgradili kot v Hongkongu, ampak v Tajvanu še bolj svojo nacionalno identiteto, ki je vse bolj odmaknjena od Kitajske. Imajo uspešno industrijo in tako naprej in jaz mislim, da ni nobene šanse, da to postane en takšni integralni del Kitajske, ampak da to lahko pride enkrat v bodočnosti do neke vrste konfederalne, ne vem kakšne usmeritve, ureditve. Če pa bi prišlo do tega, da bi Američani poskušali recimo, kar je bilo, zdaj mislim, da se to, upamo, z novo administracijo ne bo več zgodilo, da bi prišlo do nekih provokacij ali pa do tega, da bi Tajvan poskušal razglasiti neodvisnost, je pa to edina stvar, za katero se Kitajci naslednjih 24 ur pripravljeni začeti vojno z Združenimi državami Amerike in s komerkoli. In ta tekma v oboroževanju, ki je zajela tudi Kitajsko, čeprav Kitajska namenja za oboroževanje približno 145, neuradno pravijo Američani, 175 milijard dolarjev na leto, kar je Američani pa 730, kar je seveda 5krat manj kot Američani, skoraj da, je pa vendarle Kitajska postala tako močna, razvija nova orožja, supersonična orožja, gre v vesolje in tako naprej, da ameriška vojaška mornarica ni več sposobna priti in posredovati bliže kot 2 do 3 tisoč kilometrov od kitajskih obal. To pomeni, Kitajci so svojim orožjem in s tem že v bistvu neutralizirali ameriške letalonosilke in tako naprej. In oni gradijo, oni imajo danes v svojem sestavu več vojaških ladij, kot jih ima ameriška mornarica. Skoraj vsakih 14 dni oni splavijo en rušilec ali eno bojno ladjo in to gre naprej, zdaj gradijo 3., 4. letalonosilko in tako naprej. In gradijo vojne ladje, kot ocenjujejo analitiki, ki so namenjene zasedbi Tajvana. To pomeni Tajvan, oni to seveda vejo in upam, da zato se tudi obnašajo relativno, čeprav Ting Xiaowen, sedanja predsednica, je relativno agresivna, ampak ne gre čez določeno točko, da bi poskušala razglasiti neodvisnost, ker ve, da bi to pomenila vojno. Vprašanje pa je, kar sprožajo ameriški analitiki, ali bi Združene države Amerike šle v vojno
zaradi recimo tistih koralnih otokov v Južnem Kitajskem morju, ki so jih Kitajci zdaj zgradili, ali bi šla v vojno tudi zaradi Tajvana. Konec koncev ima Kitajska jedrsko orožje in to pomeni, ali bi šli, in ni enoznačnega odgovora. Nekateri v Ameriki trdijo, da bodo šli, drugi ne. Tisti, ki so realisti, pravijo, da Amerika zaradi Tajvana ne bi riskirala svetovne vojne z Ljudsko republiko Kitajsko, tako da zato zaenkrat vztraja na tem področju neke vrste status quo. No, in zanimivo je, da prav včeraj, ko je še to bom povedal, bom pa končal, ko je Biden prisegel kot novi ameriški predsednik, je ameriški institut v Washingtonu, Quincy institut, to je znan, ki je naklonjen bolj ali manj demokratski stranki, vodi ga Andrew Bačevič, bil med njegovimi člani je pa recimo Thomas Pickering, ki je bil za časa Clintona administracije namestnik državnega sekretarja, pa veleposlanik v Združenih narodih, je izdelal eno študijo, ki v bistvu prinaša čist nov pogled na reševanje ameriško-kitajskih odnosov, kar pomeni na bistveno spremembo mednarodnih odnosov v celoti. In jaz mislim, da je to stvar, ki ji velja posluhniti. Ta njihov program ima 9 točk. Prva točka pravi, da je prišlo na področju Azije do spremembe ravnotežja moči v korist Ljudske republike Kitajske, kar je treba upoštevati. Drugič, da Kitajska ni revizionistična sila, v grobem pomenu te besede, da bi se ona pripravljala na neko revizijo ali z vojno ali s političnimi sredstvi spremeniti svet. Zakaj? Ker A, ne izvaža svojega političnega sistema v tujino, B, ker izkorišča obstoječi svetovni liberalni kapitalistični sistem, to je Mednarodni denarni sklad, Svetovna trgovinska organizacija in tako naprej, zato da je postala čim bolj močna in da to ne ustreza, da bi prišlo do razpada tega sistema, ker bi bile velike negativne posledice tudi za Kitajsko, ampak da poskuša to samo reformirati v določeni meri. Tretja stvar je, da Kitajska, kar je zelo pomembno, to je bistvena sprememba strategije, pa je, da Kitajska ni neposredna vojaška grožnja Združenim državam Amerike. To je najpomembnejše. Četrtič, da ima manj jedrskega orožja kot ZDA in da kljub vsem napetosti z Ameriko ne poskuša modernizirati svojih vojaških jedrskih potencialov. Kot vemo, ima Kitajska približno toliko jedrskih bomb kot Velika Britanija. To je okrog 200 bomb, kar je v primeru s 1500, ne vem koliko bombami, ki jih imajo Američani, praktično zelo malo. To pomeni, da in oni iz tega izhajajo, da je potrebna kooperacija, da je potrebno sodelovanje, da je treba spremeniti politiko Trumpove administracije, ki je poskušala Kitajsko izolirati iz svetovnega gospodarskega finančnega sistema in preprečiti vzpon, in da mora Amerika pristati na multilateralni svetovni razvoj, kar pomeni Kitajska, ZDA, Evropa, recimo Rusija, Indija in tako naprej. Skratka, da se more da se morajo ZDA absolutno odpovedati svojih teženj po svetovni dominaciji. In kot zadnja točka, ki je tudi zelo zanimiva, je pa to, da človekove pravice ne smejo biti več povod. Sam trenutek moram malo vode popiti. Zanimivo, kar prepoveduje Uroš, seveda Američani. Preveč govorim, se oproščam.
In še to je zadnja točka, da človekove pravice, ki jih bo zdaj nova Bidenova administracija, bo ta element spet uvedla v svojo zunanjo politiko. Absolutno bodo na tapeti, ampak vendarle, kljub temu, da bodo na tapeti, to ne sme biti ovira za preprečevanje gospodarskega in vsakšnega družbenega sodelovanja z Ljudsko republiko Kitajsko. To je nek program, jaz moram reči, zelo radikalen, ki ga je včeraj ta Queen's institut lansiral v dogovoru očitno z vrhovi demokratske pač vrhuške oziroma predsednika Bidena. To gre za neko sondažo in če se bo to zgodil, ta program, o katerem sem jaz zdaj govoril, to pomeni, da bo šlo za neko res revolucionarno spremembo v mednarodnih odnosih in da ne bomo več govorili o nevarnosti kitajsko-ameriške vojne, ampak da bomo govorili o novi eri sodelovanja. Hvala. Ja. Zelo zanimivo, kar si pripovedoval. Seveda, kako pa na to vidva gledata, veliko tudi von der Leyenova je včeraj govorila, da novega evroatlantskega oziroma otoplitve odnosov, če bi uporabil diplomatski jezik, in da morda bi pa zagledala Amerika v Evropi, torej zaveznika, ki bi lahko na nek način postal tisti element dodatno, da bi Amerika ostala precej močna in prevladujoča sila v svetu. Seveda, stvari, kot sem gledal, projekcije rasti so neverjetne. Za recimo čez leta 2050 naj bi Egipt bil že v prvi deseterici najmočnejših držav po bruto proizvodu. Cel kup držav ta trenutek ima veliko rast prebivalstva. To se zdaj kaže, kako hitro napredujejo države, kot je Etiopija, kljub tem notranjim problemom, kako hitro se razvijajo države, kot je Indonezija in tako naprej. Ne vem, ne znam si predstavljati, kako bo svet gledal čez, če bojo te napovedi šle tako, kot jih sedaj vidimo. No, bi pa k temu, kar si govoril, Uroš, zdaj ta osnova te, ko bi rekel, nove hladne vojne je v bistvu, vsaj tako je pri nas prikazovana, je v bistvu tehnološka vojna. Je vojna, ki tekmovanje v tem, kdo bo imel primat v tehnologiji. To je zgleda nekaj, kar ne vem, jaz zaenkrat lahko samo malo špekuliramo. Je pa to, kar je ta zadnja točka, ki si jo omenil od te Queen's inštituta, gotovo nekaj, kar bi rekel zdrava pamet narekuje, da je treba sodelovati in iskati neke skupne rešitve. Ne pa iti, bi rekel, pritiske in tekmovanje, ki očitno niso prinesli. Tudi vse sankcije, ki jih Amerika uvaja po celem svetu, so se pokazale, da ne prispevajo, da nič ne prinesejo ali pa zelo malo. Običajno celo povzročijo v državah, na katerih je sankcije, pač neke transformacije ekonomij in
načina delovanja. Ne vem, to se mi je utrnilo v tej debati. Ne vem, zelo težko si predstavljam, kakšna je zdaj vojaška moč, recimo Kitajske, in ali bi res Kitajska šla do konca v primeru Tajvana. Ne vem, ali pa kako je s tistimi otoki. Se recimo nekih zamrznenih zadev, kot so Kurilski otoki, kot so tele otoki, ki jih nekako si prilaščata Kitajska in Japonska. Ne vem, kako na to, kaj se dogaja s tem? Kaj se dogaja s tem? Janez, ti si to opazoval in ne vem, kako si na to gledal. Vsak od teh parcialnih globalnih, parcialnih mejnih obmejnih problemov, ki jih imajo te azijske države med seboj, so praktično, bi rekel, lakmusov test celovitih odnosov v regiji. In treba je pa, jaz bi kot nadaljevanje tega lepega ekspozeja, ki ga je Uroš naredil, povedal par stvari. In še, kar zadeva kitajski razvoj in njeno moč, je Kitajska zelo lepo opisala v svoji beli knjigi z naslovom Kitajska in svet v novi dobi. In ta knjiga je bila izdana ob 70. obletnici obstoja Kitajske in ponuja precej intelektualnih izzivov. Prvi in osnovni intelektualni izziv, poleg vseh notranjih problemov, ki jih Kitajska tako kot druge države ima, so kitajski ideologi potem predstavili nekaj svojih usmeritev. Kot je recimo, prvič, Kitajska je našla razvojno pot, ki ustreza njenim dejanskim razmeram. O tem bi se dalo veliko razpravljati. Se pravi, zatem lahko vidimo tudi en veliki načrt nove kitajske vloge v celotnem svetu. Poudarjajo, kitajski razvoj je priložnost za svet, da se svet uči od kitajskega vzorca. In zaključuje s tem, da je edino uspešen in lep svet skupno stremljenje vseh ljudi. In seveda vse to je nekako pod nekim krovnim sloganom, da Kitajska, takšna kot je danes, prispeva k boljšemu svetu. Zdaj pa seveda, vsi ugotavljamo, da Kitajska predstavlja velesilo v tem globalnem svetu. In da pozicija, kakršne ima sedaj, ambicije, kakršne goji, in bodo imele dolgoročen vpliv na multilateralno sodelovanje držav tega sveta. Kitajska seveda pravi, da zastopa osnovne cilje ustanovne listine Združenih narodov, suverenost, enakost, neuporaba sile, nevmešavanje notranje zadeve drugih držav in mirno reševanje sporov in tako dalje. Ampak to mene ker sem del svojega življenja preživel v teh azijskih državah, navaja bolj k razmišljanju v neki sociološki osnovi izziva, ki ga azijske države ponujajo nam, zapadnim državam, z zapadnim načinom razmišljanja. Tudi kot je Uroš prej omenil, ta popolni kapitalističen sistem, ki vodi k nekemu cilju. In temeljno vprašanje, ki se pojavlja, ali smo mi kot nek del zapadne civilizacije sposobni dojeti in sprejeti razmišljanje, nastop neke velike azijske sile. Kjer ne gre za to, da bi se pravi imeti sporazumen odnos z njimi, voditi en dialog, pri tem razumevati, kot je Uroš lepo razložil, tudi osnove njihove filozofije, nove oblike konfucianizma, ki se zdaj pojavlja v 21. stoletju. Jaz sem običajno, da sem imel nagovore in te stvari, vedno visivalno rekel, da jaz sem sam osebno razmišljam, da 21. stoletje pripada azijskemu delu sveta. In odgovornost in razmišljanje za nas, kako bomo vodili
vse te dialoge v tem smislu, da bomo izpolnili tiste osnovne postavke ustanovne listine Združenih narodov v kompromisu, v dialogu in tako naprej. Namreč, tako kot je bilo tudi lepo izrečeno, mislim, zadnja 4 leta so pokazala en strahovit odmik od politike Združenih narodov, tudi Kitajske, od Kissingerjevih časov dalje, kjer so videli v bistvu en velik trg. In seveda sedaj prihaja do tega ogrožanja, bi rekel, zaradi te moči tudi na tem vojaškem področju in tako dalje. Kitajci so vedno zelo samozavestni, ko pravijo, mi Kitajci v svoji zgodovini nismo nikdar napadli nobene sosednje države. Vedno smo se branili. In tudi zato veliko kitajsko armado velja, da ima svoj cilj braniti meje Kitajske. Zelo me je zanimalo, ker del svoje kariere sem preživel v Indiji in me je kitajsko-indijski mejni spor zanimal in vidim, da imajo to dinamiko, ki se ponavlja skozi desetletja v raznih pojavnih oblikah. In da to, kar je bilo leta 2018 na Doklanški planoti, na tej meji med Kitajsko, Butanom in Indijo, na zapadnem sektorju in še zdaj je ponovilo v Kašmirju. To gre za običajno merjenje moči. In da imajo meje ne demarkirano na skoraj 4000 kilometrov dolgi meji po težkem himalajskem pogorju, zato obstojajo fizični in drugi racionalni razlogi. V tej razpravi o Hongkongu bi dodal edino to, da je razvoj južnega dela Kitajske ogrozil ekonomsko, bi rekel, dominacijo Hongkonga kot vrata v svet za Kitajsko. Namreč, Kitajska je razvila vsa ta mesta, kot smo prej omenili, Shenzhen, potem imamo tu Suzhou, imamo Fuzhou, imamo še vsa ta ogromna mesta, ki si zdaj, bi rekel, direktno odpirajo vrata v svet in ne potrebujejo Hongkonga več kot medijacijo za svoje poslovne operacije. S tem se je nekako hongkonški privilegij upravljanja z kitajskim izvozom v svet in pa s finančnimi tokovi zmanjšal. In Hongkong se je znašel dejansko v neki razvojni krizi. Namreč vedno pomembno je, da Hongkong razvija nove storitve za veliko Kitajsko. V tem momentu je to moderno zavarovalništvo, ki je kot smo prej slišali, tudi na Kitajskem nerazvito, da potem kreirajo posebne storitve za srednji razred in za bogati razred na Kitajskem. In dokler časa bo Peking potem še tolerira izvoz kitajskega kapitala skozi Hongkong v svet, toliko časa bo Hongkong imel to svojo vlogo. Zdaj pa še nekaj okrog kitajskih ambicij v tej centralni Aziji in pa v Evropi. V azijskem svetu, seveda, v našem zapadnem svetu je precej odmevala ustanovitev Azijske investicijske banke za infrastrukturo. In je Kitajska bila toliko previdna, da je tudi spustila tuje menedžerje v upravne odbore in upravljanje te banke. No, naslednje, kar je tudi Uroš lepo omenil, je iniciativa En pas, ena cesta, Belt and Road iniciativa. Ta je prvenstveno človek razumel, da je to del enega velikega infrastrukturnega projekta, ki bi povezal Kitajsko preko centralne Azije in Rusije z zapadno Evropo. In te logistične povezave za dobavne poti raznega blaga so dejansko danes urejene in narejene, bi rekel, za veliko sliko. Seveda pa se za tem skriva tudi razmišljanje, kaj pa Kitajska pravzaprav namerava. Ena od teh osnovnih razmišljanj je bila, da je po tej veliki finančni krizi v letu 2007-2008 je praktično predsednik Xi na začetku svojega mandata prišel za neko pozitivno idejo
gospodarski zagon ob vseh teh poteh, skozi centralno Azijo, Rusijo do zahodne Evrope. No, en del te kot ciljna destinacija teh logističnih poti je pa obrobje, ki ga zdaj so Kitajci želeli v pobudi najprej 16+1, potem se je v pobudi pridružila še Grčija, tako je zdaj 17+1 in to je ena od teh iniciativ, skozi katero si želi tudi Kitajska konsolidirati trge na teh državah, na obdobju, bi rekel, tiste sredinske Evrope. Zdaj, drugače, Kitajska želi in pričakuje od sveta, da bo razumel njene ambicije, njene želje in pa tudi njen način razmišljanja. Ne? Zato tudi Xi je izdal eno knjigo o novi kitajski diplomaciji, ki naj služi, knjiga se po našem bi rekel, da je to misel o diplomaciji, ne? Ki naj bi bazirala na dolgi tradiciji seveda kitajske diplomacije, ampak posvečena je predstavitvi novim konceptom. In to je nekaj, kar ponuja ne samo food for thought, ampak je treba res predstaviti in postaviti v nek kontekst Kitajske, ki bo sledila temu post-eksplozivnemu gospodarskemu razvoju. In tako izziv, ki ga jaz vidim, azijskih kultur in civilizacij z našim zapadnim svetom, ki nam nalaga, da moramo več energije posvetiti tudi razumevanju teh azijskih nove miselnosti azijskega sveta, je en velik izziv za vse države, vključno z Združenimi državami Amerike. Seveda, zdaj Kitajska diplomatsko je jasno podpira zdaj praktično vso osnovo, ki jo ponujejo okviri Združenih držav. Hkrati pa želijo, da bi na osnovi svoje, če spet ponovim to besedo, nekako konfucijskega načina razmišljanja in teh postulatov iz svoje zgodovine preobleči v moderno obliko in potem izpostaviti neke nove dikcije, katere bi ona ponudila Zapadu, kot je, ne vem, globalno upravljanje z svetovnimi reformami, ne? Reforma, o katerih Američani tudi govorijo, kot je svetovne trgovinske organizacije, Združenih narodov, varnostnega sveta in tako dalje. No, in tu se postavlja vedno veliko vprašanje, mislim, ali je zapadni svet pripravljen to miselnost sprejeti in voditi dialog v tem smislu, ali da pa zavreči, kot se je zdaj videlo v kitajsko-ameriških odnosih v zadnjih 3 letih. Zdaj, moje pričakovanja, moje razmišljanje, to je seveda moje privatno razmišljanje, je, da tu do enega velikega preboja ne bo prišlo. Pričakujemo pa lahko, da se bo postopno, korak po korak, spremenila tudi politika, seveda hvala Bogu na osnovi vseh teh ekonomskih interesov, ki jih posebej imajo Združene države Amerike in mislim predstavljajo svetel zgled za razmišljanje tudi v Evropi, kako pristopati. Zdaj mi lahko tukaj v Evropi lahko rečemo, da je bil napravljen en velik preboj z podpisom tega, z parafiranjem sporazuma o teh investicijah, zaščiti investicij. Moramo vedeti, da je v čast Bruslu, da se je zadnjih skoraj 7 let vrstila ena vrsta sestankov na ekspertni ravni, enkrat v Bruslu, enkrat v Pekingu, nekje drugje. Teh sestankov se mi zdi, da je bilo preko 60 ali 70 v tem letu, tako da so izbirali svoje stališča, tako do kvot, do tarif, do zavarovanja intelektualne lastnine, do naših zahtev po odprtosti kitajskega trga za investicije, zaščiti evropskih investicij na kitajskem trgu in tako naprej. To je izjemno dobra osnova za dialog. In dialog bo tekel hkrati z vsemi, bi rekel, težavami, problemi, ki se pač v tem pojavljajo. Ampak osnovna misel,
kaj smo mi od tega, kar Kitajska želi, pripravljeni sprejeti in z dobrim ciljem pač dolgoročnega, bodočnega, vzdržnega sodelovanja za to veliko Kitajsko. Ja, jaz se obema res zahvaljujem. Mislim, da smo prebili že precej časovnih okvirov. To, kar sta vidva povedala nocoj, je zelo zanimivo in bi rekel, kar pomembno, kako razmišljata in kam nas razmišljanje o Kitajski vodi. Jaz bi na tej točki se vam zahvalil in bi zaključil to debato. Morda bo prilika kmalu, ko bomo videli, kako se odvija odnos nove administracije v Ameriki do Kitajske, Evrope. Ta zadeve se lahko zelo spremenijo v relativno kratkem času. Še enkrat hvala lepa in zdaj zaključujem to debato.